Živijo. Kako je? Je temno? O, je. Najbolj temno je tik pred zoro. Ne? Pa naj bo tudi ta iztočnica za tak kože črni petek. Črni Peter, lovi se tega črnuha, ki se je zaplezel v ljudi in smo mu rekli: vedno poglej na svetlejšo stran življenja, ne pa na črni petek, ne pa na temačnost, ne pa na gnilobo. Če pa vemo, da obstajajo zvezde med nami, ne sam tam gor, vse povsod smo. Takšne in drugačne, vendar smo vsi te zvezdice v sebi pustili spančkati, a ne? Mi smo bili zvezdice za spanke, a ne? Ki so zdaj začele odpirati učke, ker jim prah, ki prši v glavo, v bistvu odpira učke, evo. Ja, hvala Bogu, imamo na razpolago mnogo že prebojenih in zbojenih, ki ponujajo kaj več kot ponuja črni petek na velikih popustih, pust narajanje. In v ta namen sem tudi televizijo pustil črno, da ne boste mislili, da nisem jaz nič dal za črni petek. Sem črno sliko od zadaj. Nema slike, samo zvok. Evo, in ja, beseda je človek postala. In besede so skozi različne jezike, jezikanje, jezikoslovljenje in lomljenje prelomili vse, kar se je prelomiti dalo, in zlomili in izkrivili in iskro skrili in nekako probam pripeljati do tega, da je v besedah že vse zapisano, vendar moramo izhajati iz enega zelo pomembnega podatka, ki pa je meni recimo, ne da sem se zdaj neki ful ukvarjal, ampak kljub vsemu, če je bila Biblija napisana tam, pismo, sveto, kaj zdaj pismo ali Biblija ali kaj, ampak Biblija ima noter te neke evangeliste, pa učitelje, pa po Petru, pa po Pavlu, pa po Mateju, pa po Lukatu, kaj so že bili tu učenci, evangelisti, svetniki, whatsoever. Skratka, kaj ni bil Betlehem, pa Jezus, to tam dol, tam, kjer je zdaj Izrael, Palestina, ali kvaže, mislim se Izrael sploh ni. Ampak tam nekje, ne, Jeruzalem, pa Betlehem, pa tako. No in to je arabski svet, ne, sem tam bolj bil kakšen Habibi, Hufasis, Samis, Samar, vse sort takih imen bi najdu tam, ne pa Lukata, ja, ne zdaj Mateja, pa kaj sem to so slovenska imena, kaj niso? Opa, kaj pa pol Biblija pomeni? Biblija, bili takšni, kot smo mi, Sloveni, ki imamo slo v enem, skrito in smo vsi eno, močni, nepremagljivi Martini Krpani, ki gremo lahko na dvor in razbijemo te cepilce, ki so vcepili temo v glavo ljudi. In pod pretvezo so z jezikom izvlekli ven in ta jezik malo spominja na kačo, a ne, ne? To sikanje namesto iskanja resnice znotraj sebe je človeštvo v tem sikanju in prenašanju klevet medsebojno, združeno, namesto da bi se združili z univerzumom. No in če izhajamo iz tega, da je Biblija stvar Slovanov, da ne bom rekel Slovencev, ampak imamo v Sloveniji kar pretežno precej izhodišč, mnogo besed izhaja, pravzaprav je, jaz sem vam večkrat rekel, mnogo besed je v angleščini, v nemščini, verjetno še v kakšnem drugem jeziku ima svoje, bom rekel, se jih da najti povezave, tako. In naše besede lepe je temačni svet obrnil v glih narobe. Zdaj, jaz sem rekel recimo Sloveni,
smo slovnično, smo slovljeni, smo v enemu, smo sloveni, smo bolj slov, smo upočasnjeni. Zato sem rekel, da smo zaspani polži, oziroma ne, jaz nič več. Smo pa bili vsi usporjeni, usporilo se. Ali se je zgodil kakšen spor, da se je stvar usporila? In čuli, tu so čuli, tam so rekli, vmes se je skvakalo, rekla, kazala, se je vse pofrderbalo. Zaradi tega je zelo bistveno, da iščemo resnico znotraj sebe in jo probamo povezovati med besede, v besede, ki so že prisotne ves ta čas. Beseda je človek postala, ne, mislim, v besedi se stvari, ne. Je obleka naredi človeka ali beseda naredi človeka. Dajmo malo z te strani pogledati. Če smo rekli, da smo univerzum, izhajamo iz univerzalnega in univerzalni jezik. Že imamo eden redkih, če ne edini na svetu, ki ima dvojino, kar pomeni, da smo edini na svetu, kjer se ljubita dva. Vse povsod na svetu mora biti vsaj 3 ali več, da se kaj zgodi. Ne, hecam se malo za šalo, malo za res, ampak resnično je dvojina pomembna, ne. We love each other, mi se imamo radi. Ja, drži, ampak ljubita se pa načeloma en moški pa ena ženska, a ne? Pa imamo pol ena pa pol dva, negativni in pozitivni pol in so rekli, poli se obračajo. Ja, to ne pomeni, da je treba se spol obrniti, ne? Ampak da je treba tisto, kar je negativne energije, ta svet v nas narinu, da je treba to energijo pretransformirati v nekaj lepšega, v nekaj pozitivnega. Bog si ga vedi, če Matej sploh snema. Snema, rdeča pika je, že 7 minut. A veste, kako bi se ustrašil, če zdaj to ne bi bilo. Skratka, ja, sel je glasnik, a ne, in seljak je, kaj je to, neki drek, ne? Ne, gre za jakega sela, ne? Iz nekega sela. In mi smo prinašalci, sel je prinašalec, česa pa? Ja, najbrž ne potice, pa najbrž ne dreka, ampak prinašalci luči. In vsak sel, ne, ima v svoji glavi svojo sol. Tudi Butalci imajo svojo sol in Martina Krpana imamo tudi v Cerknici, ki je pa Švercev sol, iz angleškega dvora. Butalci so pa tudi sol sadili, so jo posijali, ne vem, če poznate to zgodbico, pa so koprive zrasle, pa so jih probavali, že zdaj peče, kakšna šaleboka bo zrela. Skratka, tudi sol je zelo pomembna stvar in fajn je, če imamo kaj soli v glavi, in ne dovolimo, da nam nekdo drug soli pamet. Zaradi tega sem rekel, je prav, da se končno enkrat nehate obračati na mnenja drugih in raziščete po sebi in resnica se skriva v nas. Pravzaprav se ne skriva, zdaj se nam odpira zaradi tega, ker vidimo, vidimo skozi bedarije vseh bedarij. No, in če smo se prej dotaknili besede Kristus, Biblija, bomo dodali še Kristusa zraven. Kaj je zdaj tudi, to pa ni slovensko ime Kristus, Križana gora, je treba čez stvari narediti križ, pa je Križana gora, pa spančkajo ljudje. Celotno človeštvo je v zadnjih 100 letih totalno zavedeno, s pomočjo jezikov so krasno speljali. Tako da res vam polagam na srce, dajte se malo poigravati z besedami. Vam jih bom probal sam nasud, na Facebooku pa sem objavil eno dober zapis o soli, o kristalih in tako naprej. Skratka, sol je pametna, ampak sol je tudi soul, v angleščini je to duša, soul. Ampak imamo mi v Sloveniji še eno lepšo besedo, ki se ji reče solnice, Staroslovanska beseda za sonce se napiše solnice,
No, in mi imamo dušo, imamo svetlobo, imamo sol, imamo nekaj, kar je. In je krasna razlaga, da se sol lepo stopi v vodi in mi v sebi imamo te kristalčke soli, ki se pretakajo po nas in to lahko imenujemo naš DNK, če hočemo. Ali pa kristalna jasnost. Ne kristalna vaza, to nima veze, ne s Kristusom, ne s kristalom, ki je v nas, ki v nas more biti. A ne? In kaj, glej ga zlomka, da niso nam glih sol oplemenitili z jodom. Ne? Kako je to za nas dobro? Jod je celo boljši kot sol. Ne? Pa bomo takoj našli za to opravičila, ampak daleč od vsega, daleč nad vsem je uporaben solni cvet. To je tisti cvet lotusolni. Ne v solnici, ampak je kristal tekoči v nas pomemben zaradi tega, ker če ste kdaj delali kakšen poizkus pri fiziki v šoli, se mogoče spomnite, da če daš eno katodo, pa drugo katodo, pa baterijo, požarnico, pa vidiš, da v bistvu voda prevaja električni tok, a ne, pa lučka zagori. Če pa daš sol, pa lučka bolj gori. Torej, imamo že svetlobo, lučko in tako nekako žarimo in od tu naprej je tudi žarnica dobila ime, pa ne zaradi roštilja, ker se roštilja gor, pa bi to bil žar, ampak ima nekdo žar v očeh in ima žarek upanja. Mi žarčimo, eni pa žarijo in pečejo, da bi le ne prepoznali, kdo smo in se ne bi prebudili. Zdaj, ta sol je sladka kot med, za tistega, ki mu soli manjka. In tako nekako vesolje stremi k poravnavi samo po sebi. Pa bom se vrnil nazaj na kristal. Iz tega kristala sem hotel pripeljati do Kristusa. In če rečemo, da je kristal, ol je kristal, vse je kristal, smo v bistvu prišli še do tega, da imamo vsi v glavi pinalno žlezo, ki je neke vrste kristal in ta je v bistvu stik, komunikator, antena za univerzalno modrost. Modrost se ne nauči iz knjig, modrost izvira iz ljudi, preko ljudi, skozi besede. Ne, če pa beseda človek postala in tako naprej. Znotraj besed, ki so zapisane v Bibliji, je mnogo zaznati stvari, vendar tisti, ki nima vklopljenega kristala, vidi stvari napisane drugače, kot so napisane. Enako je z novicami, enako je s pesmimi. Ne? Kaj reče? Luther, a ne? Ni to jutr, je Luther. Pravi, da je Lute. To je bil pa kdo? To je bil pa nekdo, ki so ga hoteli linčati, ker je imel malo kristala v sebi preveč za družbene norme in so ga hoteli ubiti, ampak je bil prebrisan bolj kot vsak Gargamel in je uspešno ubežal in zaporom in kaznjevanju in tako in je preživeli naš svetnik in mučenik. Kajti vse, ki so se bolj kristalizirali in želeli s svojim kristalom v preteklosti ljudem pomagati, so bili zdravilci, ki so v sebi imeli več kristala in malo več soli, in se niso pustili biti nasoljeni strani drugih. In taki ljudje so bili mučeniki. In so bili mučeni. Kdo je pa mučil? Ja, pa te močni, ki znajo z močjo vse, kar je, imajo moč, pameti pa ne. Pameti pa ne. Imajo pa program, imajo pa informiranost, imajo informacijo
imajo inform v formaciji information in grejo v vrsti kot mravlje ena za drugo in grejo v formaciji in nosijo in delajo. Ne? Mislic misli. Ne? Mi ne rabimo zdaj iti v vrsto, pa bomo zdaj mi naredili piramido. Ne delajo se piramide na tak način, nič bad, zato pa ne morejo dokazati, kako so jo naredili, ker jo niso oni, mislim, če se imenujejo ljudje. Naredili smo jo ljudje, ja, sem malo drugač. Mislim vesoljci, mislim univerzalci, ne, kako že, kdo to delo? Ja, vesoljci, ne, z univerzuma, pa so pa univerzalci. Malo se dejte, resno vam polagam na srce, dejte se poigravati. In poigravanje z besedami ne gre, dokler se ne poigravate s temi stvarmi sami. Ne morate se pa poigravati, ko vam nekdo drug besede rine. In takšne in drugačne, po večini probleme, s katerimi želijo nas obremeniti, sebe razbremeniti, pa v bistvu nas obremenijo. Spet po drugi strani, mnogo ljudi bi pa točno moglo dati kaj iz sebe, pa ne da, ker se boji, da ne bo koga obremenil, ker je prepošten. In tako da spet dvojni pomen. Hotel sem pripeljati do tega, da se poigravajte sami. Zdaj, mnogo je lahko iztočnic v čtivu, ki ga berete v pesmih, ki jih poslušate, če so le te prave. Pa veš, to je pesmica, ki vsi poznate, pa je verjetno le redko kdo odprl Wikipedijo, pa je rekel, kdo je El Lute, kdo je El Lute, Ljute, da je bil ljud on, ljud kot človek, ljudek, ali je bil ljud kot paprika, ljuta paprika, ne? In v ljudeh je tudi ljutost, seveda je, absolutno je in je nujno potrebna za obrambo lastnega miru. Skratka, kontemplacija je tisto, kjer boste dobili največ odgovorov skozi igro besed, ko jih obračate, jih razčlenjujete in besedam date malo drug pomen, kot ga poznate. Ker tudi na tak način je matrica vzela nas v kremple svoje, na tak način, da je dala besedi drug pomen. Ne, hell v angleščini pomeni pekel, kako se temu reče, prispodoba teme, dočim v nemščini pa pomeni hell, hela, je pa svetloba, je pa luč. Vse imamo firmo Hela, ki dela luči, kaj ne? Torej, in ni to brez zveze, ni iztrte, izvito, tudi peku ni nekaj tam nekje, ampak te bo pekla, vest, to je, te bo peklo, peku, bo peklo, se boš po prstih, se boš opekel, je dovolj in igra besed se lahko zgodi, ko kontempliramo. Zato vas mnogo probam spodbujati v to, kar z drugimi besedami rečemo poglobljeno razmišljanje. Težava današnjega sveta je, da ljudje ne razmišljajo, ker to baje boli, ali kaj, jaz ne zastopam, pa garantiram, nič ne boli, bolj ko se prepuščaš razmišljanju, večje obzorje se ti riše, večja zavest in si zavestno, ne nezavesten, kot so brez zavesti in brez vesti. Tle je človeštvo zabrklalo vse te pojme in brezvesten je tudi brezvezen in nima povezave z njim gor, z očetom, vsemogočnim, a čemo tako reči. Nima veze, univerzum je, mi smo univerzum in vsa modrost je v nas, pozabili smo vse, ker smo mislili, da moramo pomniti stvari, ki jih bomo dobili v glavo v šolskem sistemu, bomo pomnili, kaj, kdo, kdaj, kaj, kam, komu, kaj rekel, ali smo pozabljivi kašus. Smo, nismo pozabljivi, kar je v bistvu dobro, če bi se vsak izmed nas spomnil vsega, kar nas je bolelo, to ne bi bilo dobro. Bi pa bilo dobro, če bi se spomnili, kdo smo in da imamo vsa starodavna znanja in besede že v sebi. Zdaj jaz se nisem pretirano v življenju v to poglabljal, včeraj sem pa se, malenkost bolj, koledar, koledar,
koledniki, ne, kalendar, ne, so kaledniki, ne, je kot ledeniki, ali kaj, ledeno je takrat, ko se leto obrne, a ne, letno in fletno je vse skupaj. In prvi mesec v koledarju, a ne, ni januar ali pa January, ampak staroslovanska beseda za mesec januar je prosinec, a ne, prosi, nec, kvaže, ne, gre za proso, ki je bilo nujno potrebno v vsaki bajti, ker je proso staroslovanska hrana, tako kot riž, tako kot pšenica, ampak za uporabo bistveno bolj enostavno. Za povrh pa mega hranljiva stvar, ki bi jo mogli mi jesti v prosincu še malo več. Proso bi morali mi jesti, nima glutena, nima, ne vem točno kaj, nekaj sem googlal včeraj, pa sem že pozabil, kaj ima kali ali ima ne vem kaj. Vse sort noter ima proso in jaz sem si ga šel kupiti, ne. Prvič v življenju sem si kupil proso in bom naredil kašu. Poznate risanko? Kaj je že bila? Medved in tale, kaj je že bila? Joj, punčica pa medved, no, nima veze. Nataša, a je bila Nataša in medved, a ne? Je? No, kjer ona je lačna te kaše, gre pa za slovansko pravljico, rusko, mislim risanka. In mi smo Slovani in celo praslovanski gen imamo v sebi in mi smo tisti, ki prinašamo kristal kot prva bojna linija sveta. Ker Slovenija je, tu je bila pa na tem teritoriju, nisem rekel, da je Slovenija, lahko je Hrvaška, lahko je Bosna, lahko je nekdo od Slovanov, ki so bili tako močno tolčeni, a ne, niso bili udarjeni, bili pa so potolčeni kot civilizacija, ki jo je, hvala Bogu, Putin uspešno branil pred zahodnim temačnim svetom in ta temačni svet podležev in lažnivcev funkcionira na način prevare, da je v bistvu cel svet prepričal, da je Putin grd, pa to ni res. Putin je, hvala Bogu, človeštvo rešil, obranil pred temi temačnimi silami, črnimi silami, negativnimi silami, ki so pač prežele človeštvo, pa sej sploh nima veze. Praslovanskost je bistvo in zavedajte se, da imamo Slovani nekaj več, kot imajo Germani in imamo kaj več, kar imajo Američani, ker smo Slovani in smo eni v eni na svoji zemlji. Smo mi gospodar. Na naši zemlji smo mi gospodar. Ne, da smo si kaj prisvojili, kot je lastninjenje, lastnost tistih, ki nimajo stika, imajo pa lastnino in si lastninijo svašta, med drugim tudi tisto, kar ni njihovo, tisto, kar ni zraslo na njihovem zelniku oziroma ni bilo pripeljano skozi njih, ampak vzamejo, kopirajo, malo predrgačijo in rečejo, to je pa moje, to sem pa jaz pogruntal. In zanimiva je pogruntavščina, ko enkrat odpreš oči, vidiš, kdo kopira in kdo je originalen. Zavedajte se, da nihče ni na svet prišel, da bo kopiral. Mi smo prišli na svet zato, da bomo uporabljali ta duh in srce, a ne, da funkcioniramo s tem in smo kreatorji in ustvarjamo, univerzalni smo, sam kar se malo bolj fokusiramo, tiste je prednost. Ampak še enkrat bom probal, zdaj še z drugimi besedami. Modrost je v vsakem izmed nas in modrost je treba užgati. Do modrosti se pride, če uporabljamo mer, če se manj zastrupljamo, če se probamo prečistiti in uporabljati kristalizirano solni cvet, da imamo kaj soli v glavi, da ne pustimo biti osoljeni z angleško soljo, da smo v miru in uporabljamo kontemplacijo. Come to temple. To temple je temelj in tempelj smo mi.
Come to mama, come to temple, pridi v svoj tempel in ne boj se tega, da prideš v svoj tempel, oziroma z drugimi besedami, domov, k sebi, v sebe. Poglej sebe, noter. Evo, Song of Joy. Slovanska pesem drugače. Tako je. Počasi prehajamo v to fazo, kjer občutkov, kako je naslov komada? Song of Joy, pesem veselja, radosti, oda radosti, voda radostna. Radi smo radostni in joyful. Teh občutkov radosti se počasi ne da več opisovati z besedami, lahko kakšen fragment, ampak dan ima 24 ur, ko 24 ur preplavlja lahko telo ta univerzalno mravljinčenje, zavestno se to da prožati. Krasno je v tem uživati, vendar ob poplavi tega pridejo lastna sranja, ki morajo iti ven. Občutimo pa jih kot mrazanje. Spet v drugi fazi pa pride toplota, ko jaz ugotavljam, da imam odprto okno, zaprte radiatorje, pa sem v enem puloverčku, pa mi je niti najmanj mi ni hladno. Torej, se pa zgodi, da me zelo zahladi in imam momente, ko je na zelo hladnem meni še vedno lepo, prijetno, toplo, ker me greje sonce od znotraj, notranja zemlja. Ni to ta. Hočem reči, ogromno boste lahko dosegli, če boste se umirili, se predali kontemplaciji in začeli poslušati lastne občutke. Lastni občutki so ena prečudovita stvar in jo vsi želimo. Jaz srčno želim, da bi vsak človek na svetu se lahko temu prepuščal in bil v odi radosti. Ne? V vodi radosti. Naj bo. Se je prav tako. Ne? Bodimo radostni, ne pa zategnjeni, pa egoistični. Sem pa na črni petek kupil nov, ne vem kva, kuli, ker je bil pa 20% škonto, ne? Pa ga rabaš? Ja, bom, ja. Norišnica. Ok, skratka, ne da se opisovati. Še ena stvar. Naša energija je naš podpis. Kako? Na osnovi energije, ki jo človek izžareva, lahko rečemo, kdo je kdo. Kdo je bližje veru, kdo ima širši lijak, da iz vera pije. Kdo je prevoden, ne? Čez koga teče energija, ker če imate pravo razmerje soli, v sebi ste prevodni, če ga pa imamo manj, smo pa neprevodni, in kadar smo čist neprevodni, umremo, če smo na polovički, vegetiramo, to je večina populacije, ko pa gremo proti 0,9 oziroma proti 1 volta, v volti ima, ne, v elektriki, več ko imamo energije, bolj pretakamo. Modrost, informacije, svetlobne kode, Song of Joy, pesem veselja, in se to tudi lahko imenuje, ali pa oda radosti. Recimo, kako so Butalci pesem Ode radosti obrnili na glavo, so napisali Ode radost. Ode radost. Čist simpel. Obrneš besede na glavo in je drugače. Vse besede imamo obrnjene na glavo. Eno je še je stvari, ki vam jih želim predati, predvsem pa vam želim predati voljo do tega, da se začnete ukvarjati s sabo in iz sebe ven dati. Lahko zaprete vse knjige in vse terapije prekinete in se poglobite v sebe. Prepričan sem, da je tam noter marsikaj, kar ni lepega, kar je za popucati, kar je za odpustiti, ker ne koristi v svetu, kamor prihajamo, oziroma v stanju, ki si ga želimo. Mnogo stvari more odpasti od nas.
V drugi sapi si pa vsi želimo, da se prebudimo skupaj in začnemo rajati. A ne? Da bomo v raju, da ne bo to rajš na tega, kot smo jo bili deležni pravzaprav od rojstva dalje. In izdaja. In izdaja je bilo nekoga izdati skrivnost, izdati informacijo v svojo formacijo, ne? Ker formacija potrebuje informacije, da je informirana in da lahko skozi uniforme informira ljudi. In to so te igre besed, ki so bolane, to je čista ludnica. Meni je včeraj telo glavo odprt, ko sem te stvari poklopil skupaj. Pa se z besedami igram že čas, to sem vam že večkrat rekel. No in zdajci, izdajalci, z jajci, brez jajci, prihajajo na točko, da ker ni več koga izdati, izdaja prehaja na drugega, formacija razpada in zaradi slabega fokusa izdajajo sami sebe. Tle smo mi v prednosti, ker imamo vžgan fokus, imamo naš podpis energetski, bom rekel, jasnejši, temnejši pa imajo ta podpis zmaličen in zmačkan in to se na ljudeh vidi. Kaj ne? A vidite v očeh nekoga, da je miren, pomerjen, da ima zdravo barvo kože? Ali je na drugi strani lahko opazite človeka, ki gleda v tla, mrko, zategnjeno, v skrbeh, v strahu, bo pač virus, in ima neprekrvavljen. Ne? Energija je naš podpis in mi želimo vsakmu dati, ga dvigant v voltaži, če ćemo zdaj tako reči, v voltaži, v srčnosti ali kakorkoli, skratka, to je ljubezen. Pa naj mi še en reče, da se ljubezni ne da zmeriti. Da, uvoljti ima. 32 minut je preteklo časa, ta čas, no, by the way, tudi čas ne obstaja, ker vse modrosti in besede, ki so bile zapisane pred časom, a ne, se jih danes uporabljamo tukaj in zdaj. Ne? Torej je beseda brezčasna, kaj ne? Ker je tukaj in zdaj in jutri bo ta beseda še zmertle. Itak so želeli, da bi jo pozabili to besedo Božjo. Pa ne govorim zdaj svetopismo, Božjo je beseda, ki izhaja iz pristnosti človeka, iz široke zavesti in iskrenih namenov. To je Božja beseda. In če je beseda človek postala, uporabljajte skozi svoje usta. Čiste besede, s pravim namenom. In ne bo drugač, kakor prav. Če tudi človek naredi nesmiselen stavek, kakor sem jih jaz naredil v zadnjem letu pa pol in to v javnost, mnogo ni nič narobe, ker je bil namen vedno dober. Zdaj, kdo razume, kdo ne, kdo hoče upoštevati, kdo ne, to je pa seveda lastna izbira, o kateri smo že pa tudi rekli kar nekaj besed. Dragi moji, črni petek ni nič črn petek je čist navaden dan, kako se počutijo purani na ta zahvalni dan, ko jih je milijone in milijone treba pobiti in požrt, ne razumem. In se mi zdi noro, ne glede na zgodovino in pravljico, ki so nam jo v tej smeri prodali, lahko pa smo zahvalni za razumevanje, zahvalni za modrost, zahvalni za mir, ki prežema celoten planet iz dneva v dan bolj. Q napreduje 300 na uro, zdaj pa so v mediji, že v škripcih sem zaznal eno novico na 24ur.com, da človeštvu grozi izumrtje, uničenje, ker je artificial intelligence, umetna inteligenca, noter so najdli v kodu, zdaj v kodi so najdli neko napako, ki ne gre prav. Do končnega uničenja, kakor so imeli plan, ti, ki so umetno inteligenco nagruntali. Ampak vmes se je ušunjalo nekaj, kar so tudi na novicah slovenskih poimenovali Q. Zvezdico gor. Prebere se pa Q star. Q, zvezda Q. In
galaktične sile pritiskajo z vsemi možnimi motorji, sicer že en čas, ampak zdaj je to če dalje bolj vidno in mnogim postaja hudo vroče, vendar brez slabe vesti ali strahu stopite vase v kontemplacijo, naštudirajte stvari, odločite se, katero pot peljemo, kam gremo in kako peljemo. Kako? Ja, to kulele, kakor sem glih kar povedal in večkrat že. Ljubljeni vsi, vsem vse odpuščeno in vsem vse izključno samo dobro. Želim vam lep dan pa čudovit petek. Pa vikend, no, čez kap. Ajde, čau.